Znan, vidite, tale cirkuca tukaj, samostan. Hočeš do tebe, kad se vračam? Puno hvala. Hvala, nije trebalo. Jaz nisem tako žleht, kot on, ki te je prej podel. Veš, nisem tako žleht. On bi bilo treba pa nekaj jebati, vse po spisku. Zdajle, za konec dneva sem pa še Alenki pripravil en presenečenje in jo nekam pelem, pojma nima kam. Me zanima, ali bo navdušena, ali bo mogoče celo razočarana, tako da napišite v komentar, kaj mislite, da bo. Evo, to je ta presenečenje, ki sem ga pripravil Alenki. Na teli klopci bova počakala sončni zahod, opazovala čudovito naravo, lejte, ko lepo, no tamle je pa sončni zahod. No pa da dol še malo pogledamo, lejte, koliko je to strmo dol. Kakor vidite, smo prišli na točko presenečenja. Od presenečenja nič, nobenega vesela. Za J so ga nama pa ene seljačine, saj mislim tako, no. Bom povedal, kaj se je zgodilo. Jaz sem bil šokiran, Alenka še bolj. Mene je celo putika prijela. Zelo nenavadno bi bilo, če bi me prijela, da me bi slučajno glih ta trenutek, 2 minute po tistem dogodku. Midva greva sem proti tej čudoviti točki in slišva neke čudne glasove, take malo grozne. Najprej so pomislila, da tu otroci vpijejo. Ker slišati je bil tudi otroški glas, poleg teh groznih zvokov je bil slišati tudi otroški glas. Pa, ne vem, je malo nehalo, pa malo začelo, malo to je 2-3 minute trajalo, ko sem je to poslušala. In pol so pa te zvoki vse bolj zgledali, kot da se ena žival obupano bori za življenje. Rjove, ki ve, da bo izgubila življenje, pa se še bori, pa se najbrž ne more. In pol sva slišala, saj jaz sem mislil, 2 ali 3 poke. Po mojem, da je bil to pok iz pištole. Ni to ful počlo, tako da s puške ni bilo. Lahko bi, možno tudi celo, da je imela pištola kakšen dušilec. Je bil tak, ampak se je slišal pok. Sem tudi Alenko vprašal, sem rekel, se ti je zdelo, da je tu nekdo ustrelil 2-3, je rekla ja. In takrat, ko so se te streli zgodili, je tista žival utihnila in tudi vse drugo. Tu se je po mojem dogajalo od 200-300 metrov, ampak dol v dolino pa po gosti hosti. Jaz sem hotel pogledati, kaj je. Pa Alenka ni hotela sama tle vstati, ker se je bala. Se še zdaj boji, ona prav so tu kakšni psihopati, da bo zdaj tle še prišli, ne vem, kva narediti. Jaz sicer nimam tega straha čist nobenega, ampak me pa preganja tale zvok tele živali, ki se je borila za svoje življenje. In če je to tako, kakor jaz razmišljam, da je bilo, upam, da se motim, da ni, da je bilo to neko mučenje živali, izživljanje, in bi rekel, da
so tu eni ta stari, celo še otroke zraven peljali. Se me, po mojem, je to bilo neki užitek in pa so na koncu žival ubili. Tisti, ki me poznate, veste, kaj bi se s takim ljudmi naredil. In ne bi bilo čist nobenega občutka krivte, nobena vest me ne bi nikoli pekla in tako naprej. In to je tisto, postajamo preveč dobra družba v narekovajih. Za vse, kar se slabega naredi, so premajhne kazni. To je treba. Bi ga tlele dol fuknil, jebem v mater, da bi ga. No, kje sem ostal? Mislim, res sem živčen. Res sem živčen in se mi je danes še ena slaba stvar naredila. Me je to čisto šokiralo. Čez Sarajevo se peljeva in avto pred moj je brez, da bi mečkan zabremzal mačka po vozu. Potem sem ga za nič prehitil, da sem videl, koga je za ena budala noter. Sem rekel, morda je kakšen star vojni veteran, je za nas na cel svet v nekih travmah in tako naprej, ampak ne, bil neki mlad poba. Pička ti materna. Če bi tu v Sloveniji, bi zapeljal pred njega, ven ga z tistega avta potegnil, pa bi ga razlomil ko pesa. No in pa sem hotel dol jet, Alenka je bilo strah počakati. Sem rekel, grem lahko sem tu dol, da me boš videla. In sem šel 50 metrov dol, ajde, morda 70. Ampak pol pa že teh zvokov ni več bilo. Jaz, če bi sam šel, bi šel sicer pogledat, sigurno bi šel pogledat. In tudi gruntam, da bi šel jutri tule na policijo prijaviti. Šel bi, kaj pa bi rekel, lejte, jaz sem tule slišal, jaz ne vem, a je bilo kakšen kaznivo dejanje ali ni bilo, tako da je ne pol rekel, kdo da je prijavljen, ker ni kaznivo dejanje. Bi samo rekel, lejte, jaz sem se čutil dolžnega, da to povem, na vas je pa, da raziščete. Saj jutri verjete, ne bom tukaj jezen, ker sem danes, ampak danes sem pa fejst. In kakor sem imela dobro razpoloženje, ker so se sem gor peljala, ta dobro razpoloženje je šel se od mene in od Alenke siguren tudi. Ona je še bolj prestrašena in ona se zdaj tudi boji, da bo kdo prišel. Da prihajajo eni sem, sigurno niso te. Zdaj bi rad videl, da bi prišli. Ja, tako, tu od tega presenečenja. Pa še dron sem mislil spustiti, pa sploh nimam volje, pa vlekel sem ga sem, pa to naprej. Ne gre vse skupaj v kurac, po domače povedano. Kaj boš pa ti, Lenčica, rekla na to vse? Vedno se skupaj, da so ljudje sposobni to delati. Se strinjam s tabo, to, kar si rekel. Pa misliš, da je bilo tukaj, jaz mislim, ali da je bilo kaj drugega? Vse sva razglabljala. To je bilo ziher mučenje živali. Dobro. Vse najslabšim želim, če je bilo tu. Nič, dajmo se probati malo sprostiti, pa malo na lepši svet videti. Evo, presenečenje je propalo. Alenka hoče iti, ker je slabe vole, tako da, ja, zajebali so nas. Zdaj smo pa že na Jahorini in tukaj je razgledna točka, tamle Romanija, dol v dolino reke Prače. Tle vsacga peljem, tako da sem tudi Alenčico. Tole smo pa že na bob stezi, na Trebeviču. Jaz sem bil to že 20-krat, 30-krat, 40-krat, ne vem, ampak mi je vedno interesantno iti. In tle sem se tudi enkrat z biciklom spustil, tako da bom dal opis tega videa, je link, pa si poglejte. Zdaj smo pa že pri Žičanci. Tukaj je lep pogled na Sarajevo, kakor vidite. Še lepše, če greste majčkeno gor. Včasih je to dalo z avtom pridete, je bilo bolj enostavno, zdaj pa to žal ni več
možno. Gre se pa lahko gor tudi iz tole žičnico, samo je za tuje državljane kar drago, 15 evrov na osebo. Če jih je 5, je to 75 evrov, tako da jaz mislim, da je boljš, da greste za ta denar dvakrat jest, gor pa z avtom pridete. Evo, tole je pa največji ovink po mojem. Tako da, tlele, ko sem jaz z biciklom letel, kaj je bilo fino. Tako mu je treba jebati mater, prid bližje. Se grem, sem da grejo avti mimo. Se boš ti dober na jo. Koža, šma boha drobca. Čak da te ne bo vgrizno, lej, vseeno pazi malo. Koža. Ti si mačkam podoben moji ljud. Bogi si, ja, res si, bogi, smileš se mi. Ja, lep si. Se lahko tačka pribožem? Ne upam se. Ne, se boš, da ne. Tudi njega ga strašiš, Ja. pa kaj, celo mogoče je boljš, da ga ne božaš, ko pol mu dajeva napačen signal, da so vsi ljudje taki, bo pa do enih budal prišel, ne, ga bo pa brcno, ne. Ja. Neč ti bo odkar previden, ljudje so barabe, ved tudi, ljudje so barabe, veš, zapomni se to. Evo, Kuža je zdaj za nama prišel, tamle na stran sem mu dal jest in zdaj sva glih hotla jet in se pa k nama odpravil. Zahvalit se je prišel, ja, Kuža, pridi k meni, pridi no. Jaz nisem tako žleht, ka ka te je prej podil. Veš, nisem tako žleht. Ma bi bilo treba pa nekaj jebati, vse po spisku. Pa še v kolušje se ne dvemo, da gre tacgale prijaznega psa sekirat, ko si ti. Ljudje so grozni, se sem ti rekel, merki se jih. Tu so barabe ljudje, veš. Na dveh mestih, bojiš se, ne? Si sem rekel, pazi se ljudje, ljudje so barabe. Prav je, da se bojiš. Prav je, da se bojiš. Poglejte tole, jaz sem seboj na izlet vzel feministko. Vidite, kako sem jaz strpen, pa pravite, da ne maram žensk. Pa sem feministko seboj vzel. Lejte, ima torbo z napisom I am feminist. Lepo. Je? Oh my god, kakšna točka, Tomaž. Kje si bila včeraj? Tam čez? Ne, na razgledni točki. Se spomniš? Lej, una bela graščina tamle gor. Ja, da, kaj? Ja. Tam sva bila. Na uni strani smo bili to? Ja, temu se pravi vratnik. Jaz sem mislila, pa samo To je zdaj pa tle čist zraven, sem 10 metrov stran je pa na drugo stran Sarajeva. Tako da, gledajte, kako se je Lenčica zrihtala in uživa v razgledu, je tako. Evo, tlele parking. Sem se bo tle parkiral, sem človeku dal zaparkirati, ker kao jaz ne znam. Vidimo, kako bo parkiral. Vjeruj, oduševljen sam se rukomet. Golman, onaj brani, svaka mu čast. Piši bijelo od Audi. Hajde, dobro. Sad ja pratim Crnačku ligu i rukomet. Da, Onaj znam, golman da. oduševljen. 6 puta protiv Šveđana dolazi sam. Brani 100%, znači nije ono da brani laganje. 1 na 1 brani. Inače. Super. Ja. Da smo se Vidite, vjerujem ne dolazi raja, pitaju ono, jeste sam ja tu taj, nije puno, to je 4, ali to ne znaš puno s obzirom koliki je grad, većinom taj. Ja svima kažem, idete tu da parkirate. Sad sam tu parkirao, je bila tu taka gužva, pa mi je ovaj momak kaže, dobro, pa jel to je ista stvar ili Nije, drugi. Je li vama plaćano? Jes.
Da, se različite partije. Sam vrlo stanovništva. Slovenija sad ima. Jutro sam gledao Sloveniju u košarci, junior, 18 godina. Najtalentovanija tečji su bili. Najtalentovanija ekipa u regionu, u sportu, u globalu. Pogledaj, Roglić, sad mnogi mali ima. Iskreno, kad je Pero Pretiska najavio da je završava karijeru, znaš kako je bilo teško. Verujem, znaš do čega, dugo. Ponovo se vraci u formu. Zadnja sezona bila i najavljuje da završava karijere i onda nekako Bog dadne da još bolje skače i završi. Ništa, vidimo se još, doćeš do tebe kad se vraćam. Puno hvala. Ništa. Hvala, nije trebalo. Jedan put kad ću biti samo ovdje pa ću imati više vremena, pa ćemo malo da se probati. Po svemu te poznam s političkom situacijom, svima, razumiješ, ovdje, znaš do čega narod ovdje? Dosta mi više biti na bure baru. Znao sam ti prijatelje, ratu, ja znam direktor koji imao 4-5 maraka. Od 2,5 pobjegao iz Austriju, nije mi tamo za dijete da živi ovdje, non stop Dodik, Čović, Begović, non stop da politički, hoću u Austriju da živi, to je isto u firmu Austriju. Zdaj smo v Bržina baš čaršija, ogromno ljudi kot vedno, tole ta znameniti vodnjak, se bomo pa malo sprehodili, sicer tisti, ki me redno spremljate, ste to baš čaršijo že 100krat videli. Tako da bom bolj kratek, tukaj ne bom dolgo vlačil, da ne boste tisti, ki ste pač že gledali, da se ne ponavljam, no. Ampak se pa kdaj tudi kakšne stvari zgodijo, ne, da človek posname Kitajska, ki prejšnjič ni, ne. Zdaj smo pa pri Begovi džamiji. To je najbolj znana džamija tukaj v Sarajevu. Ne vem točno, mislim, da je ena starejših. Vidite, tukaj na desni strani molijo moški, na levi ženske. Tukaj vam bom pokazal. Tukaj imajo, da se prej umijejo. V džamijo tukaj se pa tudi da prideti. Vidite, tamle, ki je kao neka vhod, tam greste noter, se dogovorite, nekaj plačate in pol po drugi strani vas pelej noter in vam to razkažejo. Če še niste bili v njej, to priporočam, da greste. Zdaj smo šli pa še pogledati mestno hišo, ki se imenuje Vječnica. Evo, tole reka Miljacka. Temle v zadju Inat kuća. To sem zgodbo že velikrat povedal, jo ne bom zdaj ponavljal. Tiste, ki zanima, upišite v Google Inat kuća. In tlele, vidite, plec, da se slikaš za Instagram in vidite hashtag Sarajevo. Ja, zanimivo so se spomnili. Ko kaže, da Bosanci in Slovenci ne mogu skupaj. Pozdrav za komplet Slovenije. Prispel na Ramsko jezero. Najdel sem neko super sobco po ugodni ceni, ampak si nisem mislil, da bom na črpalki, tako da v teli hiški je. In evo, gremo zdaj kar pogledat, pa boste videli, kako je. Takole je videti najna sobica. Zelo lepa, zelo čista, kar dosti prostorna za sobo. Še tukaj, lejte, fini balkonček imava s pogledom na jezero. In kopalnica, tudi lepa, čista, tuš kabinca, čist ok.
Dobro jutro iz Ramskega jezera. Lepo jutro je, lejte, kakšna čudovita idila. Zdaj so bila zjutraj na kavici, tam v najni nastanitvi, ko sva hotela plačati, je rekla kelnarica, šefe časti, tako da šef je izredno prijazen. Zdaj se grem pa spet malo z drončkom igrati, pa to pogledati, mogoče tudi skopati. Ampak, gledajte, cesta je pa takale, tako da upam, da bo tudi tale moj Mercedes držal. Peugeotček bi bil boljši, zato boste pa videli, na kakšne čudovite kraje bom prišel. Ne bom temu rekel cesta, ampak pot je takole. Gledajte, tukaj le boste zdaj pa videli, gledajte, vidite, takole ljudje pridejo. Ukampirajo, mislim, te imajo na streh šotor in se fino imajo. In lejte, idila je fantastična, tudi tale zlata barva je že super, tako da noro dober. Zdajle sem pa prišel na eno fantastično idejo. Tole, ki se jaz tle vozim, bom z dronom snemal. Kaj bo tu dober, ker pokrajina je, lejte, ta zlata barva je meni ful všeč. Tako da pa pol tlele dol nižji, bolj zelena, pa lepa voda, fantastično je. Takole bom probal, da bi šel dron v rikverc in mečken, jaz bi rekel, pod kotom 45 snemal avto, ki se pelem, pa seveda, da se nazaj pomika. Bomo videli, če mi bo to ratalo. Da se, sam zdaj, če jaz znam. No, evo, drončka sem tlele postavil in ga gremo kar dvigant. Evo, tole je nekako na pol ratalo, nazaj grede bo moja sopotnica tole vozila, jaz bom pa dron ročno vozil, pa boste videli, bo pa še boljš, tako da gledajte naprej. Ljudje, tole je pravljica, vam povem. Glejte to. Zdaj sem tukaj malo drona spustil, malo ga še bom. Pa to je noro. Mislim, eno baterijo sem že porabil. Še eno bom tlele porabil, ne celo, da imam še nazaj za uno, ki bom snemal avto, ki se bom pelal. Pol eno pa še tam v kraj Ščit, se pravi, to je pa pol otok na Ramskem jezeru, kjer je Cerkuca gor. Mislim, vse je podobno, ampak drugače, tako da tudi ono je treba jati pogledati. Drugače je tukaj voda ful dobra za kopati se, topla. Edini minus, ki je, vsaj tukaj, je ta, da greš v njemačkem blata, tako da med prste imaš pol malo blata oziroma ajde se da to nekako rešiti, tako da se da to zdržati. Meditira v lepem okolju, oziroma to sem kar tako rekel, meditira. Pač luštno se takole usesti, malo gledati, malo razmišljati, tako da... Moraš za to drive? Drive, ok. Da tu lepo plus, ko imam sopotnico zraven, da una voz. Čak še zmeraj. Dej, bremzo stisn. Evo, zdaj je. Ko imam sopotnico zraven, čist počas voz, da una voz, jaz pa z dronom snemam. Lejte, je pa cesta, ma kar delo. Tako, ne čist lahko. Wow, kakšen lep let sem najdel za drona spustiti. Tole je kraj Ščit, znan, vidite, tale Cerkuca tukajle, samostan, to je pol otok, vidite, na vse strani jezero, tudi odzad za menoj je jezero. Zato sem tukajle šel, da tukaj še eno baterijo drona spraznem in bo tle marsikaj videti, tako da gledajte.
Tole smo pa že v Jablanici. Tole, kar dol vidite, je most iz bitke na Neretvi. To so zdaj lepo obnovili. Mislim, da je to leto, dve tako. Prej je bilo tole čist v slabem stanju in zdaj vidim, da tudi celo zelo lepo pot dol delajo. Tako da, ko se čez Jablanico peljete, se seveda ustavite, sprehodite se do dol, sprehodite se čez reko Neretvo, kaj lepete tiste vlakec pogledati, pa še tamle od zadaj je pa muzej, pa ga pejte tudi pogledati. Prispeli smo v Mostar in poglejte temperaturo, 41 stopinj. Evo, še zadnja stvar, verjetno zadnja stvar na tem potovanju, se pravi ogled Mostarja. Vejte, bil sem že ene 30-krat, 40-krat, bolj sigurno 40-krat, 30-krat. Take gužve še nikoli. Vsakič, ko grem, večja gužva, bolj se vsi teli lokali širijo, se pravi, ožijo vse skup, sej mogoče ni gužva tukaj večja, ampak ulice so čedalje ožje. No, ampak tudi gužva je, ker že preden sem začel snemati, tam na glavni cesti, je to kolone ljudi šlo, kolone. Me prav zanima, kako je na mostu, ja, vejte, tle drugače vse prazno. No, tle se zdaj malo zmanjšalo, sam na mostu boste pa videli, bo pa spet ful, tako da se vam javim na mostu oziroma tik pred mostom. Evo, zdaj smo pa že čist pri mostu, vidite, kako se ljudje razširja. Včasih smo rekli, da bugarska skupščina. No in zdaj bolj, ko bomo bliz mosta, bolj bo gužva. Vidite, takole se kar ustavi vse skup. Če češ iti naprej, ne moreš iti, ne? Finish Habibi. Finish Habibi, go in me. Ljudje, vam bom nekaj po pravici povedal. Ne hodite avgusta v Mostar. Pa julija tudi ne. Ker to je, vidite, noro. Pejte septembra, oktobra, maja. Tako da, no, sem sicer presenečen, da na mostu ni več gužve. No, to je pa presenečenje zelo. No, tukaj dol reka Neretva in tukaj vsi te restauracije, ki so. Nekateri imajo malo bolj za jesti, nekateri malo slabši. Je pa zmeraj tako, da tle slabške lokacije dobra, ker se jim ni treba tukaj truditi, ampak lokacija je pa res super, ne. Tamle na un stran je tudi ena velika, tudi lepa lokacija, samo na te stran so najlepše. Tako da to so te že sami odločili. Boste pa kje izven tega jeli cenejš in tudi verjeten boljš. Tu smo zdaj na drugi strani mosta in zdaj da tamle gor ponavadi skačejo. Tole je en teh, malo denar zbirajo, ki zberejo skoč. Tle ima Red Bull tiste skoke v vodo in tle še tu dvignejo še ne 10 metrov, ja, lejte, tam je zdaj nekdo skočil. Lejte, tole imajo neki nov biznis spodaj, čovne, da te s to čovnom vozijo. Dobro se to en spomnil. Ja,
če dale več stvari je. Več, gremo naprej se sprehoditi. Zdaj smo prišli čez most in glejte, tudi tle so se razširili. Vse čedalje bolj usko, čedalje več trgovin, čedalje več stojenc, jaz to ne vem, kva to ljudje kupujejo. Jaz nikoli tudi tle neštacga ne kupim, tako da, glejte, da mogo tle, da mi en naroči, da mu moram tle nekaj kupiti, mi pokvar potovanje, res. Tako da, kdaj dobim od koga kakšen mail, če mu kaj kupim. Glejte, še za mamo ne kupim nič. Tako da, prosim tu nikoli mi pošiljati, ker s tem mi pa res pokvarite potovanje, no. Mislim, se bi tudi rekel ne, ker glejte, tu da imam pa tu na glav, zdaj nisem ženska, kako me čaka, da gre nekaj kupiti. In jaz samo, da ni treba jeti. Jaz grem še gate težko nabavljati. Mislim, mi je fejs muka, ne. Tako da, če razumete. No, tle bom zdaj prišli do tiste restauracije, ki sem vam jo prej pokazal. Glejte, baklavce. Lepo zgleda. Niti drage niso. Ja, čevapčiči so pa malo dražji, kakor druge. Ampak logično, glejte. Tle turizem bolj laufa, ka na Bledu. Pa so nekako scena bolj normalni, ka na Bledu, če me ne vprašaš. Tako da zdaj, če bi govoril o požrešnosti, bi rekel, da so teli, ne bom rekel, ampak se veste, kaj sem hotel reči.